salona, dobrodošli pri nas. V naši sredi posebej pozdravljam Matjaža Muršiča Klenarja, kaplana vojaškega vikarijata generalštaba Slovenske vojske, Boštjana Škofa, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Malečnik, ter Zvonka Caputo, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Malečnik. Prav poseben pozdrav pa je namenjen članom orkestra Slovenske vojske, pihalnemu kvintetu in kvartetu klarinetov, ki so nas skladbo Gustafa Holsta, pihalni kvintet v Asduru, popeljali v nocojšnji koncert. Orkester Slovenske vojske je bil ustanovljen leta 1996 in je najmlajši slovenski profesionalni orkester. Nadaljuje dolgoletno tradicijo vojaških orkestrov na Slovenskem, ki sega že v čas Marije Terezije, ko je v Ljubljani začela delovati prva stalna vojaška godba. Danes šteje orkester Slovenske vojske preko 50 akademsko izobraženih glasbenic in glasbenikov. V eni od svojih zased, bodisi kot veliki koncertni orkester, bodisi kot protokolarni orkester, big band, pihalni ali trobilni kvintet, v revijalni ali drugi zasedbi sodeluje na vseh slovesnih dogodkih Slovenske vojske. Nepogrešljiv pa je tudi na državnih protokolih, proslavah in meddržavnih srečanjih. Poleg tega orkester sodeluje na številnih humanitarnih koncertih in prireditvah lokalnih skupnosti. V čast si štejemo, da danes v dveh svojih komornih zasedbah nastopa v Glazerjevem salonu v Malečniku. V nadaljevanju bomo prisluhnili skladbama Divertimento Jozefa Haydna in 4 vodene barvice švedskega violinista in skladatelja Tora Aulina.
Slovenske vojske je lani praznoval 25 let delovanja. V tem času je prehodil uspešno pot razvoja in se izoblikoval v profesionalen, živahen, prizadeven in kakovosten ansambel. Z orkestrom, ki ima preko 200 nastopov na leto, radi sodelujejo mnogi znameniti dirigenti ter številni vrhunski solisti iz domovine in tujine. Poseben dokaz njegove visoke kakovosti so redna vabila na koncerte in festivale vojaških orkestrov v različnih koncih Evrope ter Združenih držav Amerike, kjer nastopa kot spoštovanja vreden ambasador slovenske kulture. Orkester je bil odlikovan leta 1997 z bronastvom in leta 2006 zlato medaljo Slovenske vojske. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je orkester Slovenske vojske leta 2016 ob njegovi 20-letnici odlikoval z redom za zasluge. V prvem delu koncerta bomo sedaj prisluhnili še skladbi Divertimento švicarskega muzikologa in skladatelja Willija Hessa, ki je slavo dosegel s tem, da je objavil katalog Beethovenovih del, ki še niso bila uvrščena na tako imenovano popolno skladateljevo listo del. Divertimento in vihalni kvintet orkestra Slovenske vojske.
stoletja nas je sedaj popeljal kvartet klarinetov Slovenske vojske. Izvedli so sonato v V-modu beneškega skladatelja Tomasa Giovannija Albinonija. Albinoni je znan po svojih 48 dokončanih operah za beneško gledališče. Poleg Vivaldija je najvidnejši poznobaročni beneški skladatelj. Izmed sodobnikov svojega časa je njegovo glasbo še posebno cenil Johann Sebastian Bach, ki je obdelal in v svojih skladbah uporabil več Albinonijevih tem. Svoj opus številka 1 je Albinoni posvetil velikemu zaščitniku glasbe in umetnosti, Benečanu, kardinalu Pietru Ottoboniju, pranečaku papeža Aleksandra VIII. Iz Evrope pa se sedaj selimo v Južno Ameriko, v Argentino, kjer je bil pred 100 leti rojen skladatelj in solist na bandoneonu Astor Piazzolla. Astor Piazzolla sodi med največje skladatelje 20. stoletja. Z odmikom od tradicionalnega tanga je to argentinsko glasbo s plesišč ponesel v koncertne dvorane po vsem svetu. Tako se je po letu 1955 rodil tango, namenjen poslušanju. Piazzolin Tango Nuevo se je od tradicionalnega tanga razlikoval po vključevanju elementov džeza, uporabi razširjene harmonije in disonance, uporabi kontrapunkta in podvigih v razširjene kompozicijske oblike. Leta 1992 je ameriški glasbeni kritik Stephen Holden Piazzolo opisal kot najpomembnejšega skladatelja tango glasbe na svetu. Mi bomo prisluhnili Piazzolovi Tema de Maria, za njo pa še skladbi Igrivi kvartet belgijskega skladatelja Raimonda de Campuja.
Preden napovemo še zadnjo glasbeno točko, s katero bomo zaokrožili naš večer, je prav, da predstavimo naše nocojšnje izvajalce, člane orkestra Slovenske vojske. Na pihalih so bili Anja Brglez, ovni flauta, Katja Richter, oboa, Miha Kosec, klarinet, Edvard Bizjak, rog in Katarina Kroflič, fagoj. Kvartet klarinetov pa sestavljajo Janez Benko, klarinet, Matic Nejc Kreča, klarinet S, Boštjan Vendralin, klarinet alt, Urban Knez, bas klarinet, Gorazd Majdič, kapon in Klemen Krajnc, bas kitara, pa jim namenimo še en aplavz. Hvala, da ste nocoj z nami. Ob koncu se bomo z glasbo poklonili Gledu Millerju. Gre za očeta modernih vojaških orkestrov. V zlati dobi big bandov, ko so prevladovali plesni orkestri, je ameriški pozavnist, aranžer, skladatelj in vodja zased Glenn Miller v razmeroma kratkem času ustvaril vrsto skladb, kot so Moonlight Serenade, In the Woods, American Patrol in Serenade, ki so postale in še danes ostajajo skoraj obvezni del koncertnih sporedov džezovskih orkestrov. Leta 1939 je ustanovil plesni Swing Jazz Orkester in z njim unesel svež, prepoznaven zvok mehkih pihal ter te in številne druge skladbe s pomočjo radia, ki je bil takrat eden najmočnejših medijev, ponesel v svet. Naše iskrene čestitke in zahvala pihalnemu kvintetu in kvartetu klarinetov orkestra Slovenske vojske za izjemno lep večer. Obenem zahvala generalštabu Slovenske vojske in vojaškemu vikarijatu za vzorno sodelovanje z Glazerjevim salonom in vso pomoč pri organizaciji. Skupaj z nastopajočimi smo stopili v svet glasbene umetnosti, ki so jo ustvarjali številni ustvarjalci s posebnimi darovi, nekateri jim rečemo božji darovi. Naj še dolgo odmevajo v nas melodije,
ki jih iz glasbil skrbno izvabljajo umetniki orkestra Slovenske vojske. Lep večer vsem, sedaj pa še poklon Glenu Millerju.
enotnega mnenja, da smo preživeli čudovit glasbeni večer. Res hvala vsem in vsakemu posebej. V imenu naše župnije, svetega Petra, v imenu glasbenega salona in seveda vseh nas, ki smo vam prisluhnili. Želimo vam še mnogo uspeha naprej, pa malo za zdravje. Vabljeni dan. Kozaček.